Živahne barve in rdeči čevlji sodijo v parlament? Odgovor na to vprašanje bomo iskali v naši današnji oddaji. Še prej, dober dan, spoštovane poslušalke in poslušalci. Martina Arčon vas bom popeljala skozi ta hip nadvse zanimivo temo. V studiu se mi je pridružila Lea Pisani, strokovnjakinja za kulturo oblačenja. Dober dan, vošči. Dober dan. Zelo me veseli, da ste si vzeli čas, prišli in da nas boste podučili o mnogo čem, tudi o rdečih čevljih. Ampak za začetek morda retorično vprašanje. Drži rek, da obleka naredi človeka ali morda človek obleko? Oboje drži. Človek naredi obleko in obleka prav naredi ne, seveda, mi moramo imeti že določene nastavke v sebi, torej moramo imeti določene sposobnosti in na podlagi tega pravzaprav potem izberemo obleko, ki pa lahko dela za nas, torej nam pomaga priti do cilja, nam pomaga osvojiti pravega človeka, če želite, nam pomaga lepše živeti, nam pomaga, da se počutimo bolj lahko avtoritativno, lahko bolj slovesno. V glavnem, obleka ima res veliko moč. In o tej moči bomo govorili, verjetno se je premalo zavedamo, ko se zjutraj morda tudi za v službo oblečemo, kaj z obleko sporočamo. Najprej se vidimo, šele potem slišimo namreč. Z obleko vsi se vsak dan oblečemo. In bi bilo idealno, če bi se lahko oblekli tako, kot se počutimo, in hkrati tudi primerno za tisti dan, ki nas čaka. To sta pa velikokrat tudi dve različni stvari. Torej, lahko pa se počutimo slabo, ne? In zberemo toliko moči, da se oblečemo drugače, kot se počutimo, in s tem z obleko vplivamo na svoje razpoloženje in seveda takoj z obleko tudi vplivamo na druge in reakcija drugih spet dobro lahko vpliva na nas. In o reakciji drugih in rdečih čevljih bova govorili danes. Za začetek, ali rdeči čevlji sodijo v parlament? Kolikokrat smo si in so si v teh dneh postavljali tole vprašanje? Bom rekla, natančnega odgovora je kar težko priti. Pa vendar, kaj pravite vi? Predvidevam, da je Urška Klakočar Zupančič inteligentna ženska, da je rada ženska. Predvidevam, da je izbrala ta dodatek premišljeno in seveda s tem poglobila temo o enakosti spolov. In s tem ekstremnim dodatkom tudi zanihala to temo v nek ekstrem, kar bi lahko sčasoma to nihalo razumno uravnovesilo. Vsekakor pa upam, da se je zavedala posledic in se ji tudi zahvaljujem, ker je vesoljni Sloveniji povedala, da ima obleka res veliko moč. In o tej moči bova govorili danes, sicer ste se diplomatsko izognili odgovoru, konkretnemu na moje vprašanje, zato sledi še kakšno podvprašanje v nadaljevanju. Pri rdečih čevljih sva ostali. Če bi morali enozvočno odgovoriti da ali ne, je prav, da se jih za takšne priložnosti, kot je kronanje, bom rekla, v Državnem zboru, kot predsednica Državnega zbora, omislimo? Ljudje na takšnih pozicijah naj bi se oblačili v raven oblačenja
6, torej po mojih kategorijah, jaz sem oblikovala 12 ravni oblačenja. 6. raven oblačenja, to je temna obleka, tradicionalna, govorimo o izrazih, temna obleka, tradicionalna poslovna obleka, po angleško dark suit, po italijansko abito nero. In se ve, no, v Rimu se ve, ne, da je to za moške črna, oziroma ne črna je bolj večerna, temnomodra, temnomodra najboljša izbira, potem je tudi temnosiva, srajca za res posebne priložnosti bela, za druge priložnosti svetlomodra, kravata anonimna, čevlji z vezalkami, črni čevlji z vezalkami. Torej, za ženske pa je seveda malo drugače. Ženska se lahko obleče v kostim s krilom ali s hlačami. Hlače je prva ustoličila Clintonova. Prej niso ženske na takšnih, ona sicer kot žena predsednika je nosila hlače zelo pogosto in potem tudi Michelle Obama. Nekako po tradiciji pa se nosi krilo. Tudi jaz pravzaprav mislim, da ženska s krilom lahko deluje celo bolj profesionalna, ker se mi zdi, da nima smisla zanikati to ženstvenost. Torej, če oblečem krilo, rečem tudi kot ženska, sem sposobna, tega ne negiram, sem zadovoljna, da sem ženska. Torej, ženska se obleče v kostim, smo rekli, ali hlače ali krilo, ampak ima več barv. Ima modro, ima zeleno, govorim o slovesnih barvah, ki so bile v zgodovini težko pridobljive. Torej, še enkrat, da ne pozabim, zelena, modra, rdeča, vijoličasta, seveda tudi zlata, srebrna v tem primeru ne pride v poštev, ampak to so barve, ki jih lahko ženska izbira za te posebne priložnosti, pomemben pa je tudi material. Torej, če se jaz oblečem v živo rdečo svilen kostim, bo to slaba izbira. Material, tukaj je precej pomemben material za to raven oblačenja, gre za fino volno, poleti lahka letna volna, pozimi malo debelejša, ampak gre za mat tkanine, neteksturirane tkanine, absolutno brez napisov, brez sporočilnih napisov, nekako pod črto. Dobra je anonimna podoba, ampak živimo v demokraciji. Torej, če se jaz zavedam, da je najboljša zame anonimna podoba, da bom s tem najbolje funkcionirala že, ker sem tako izpostavljena javnosti, včasih lahko pa uporabim kakšen element, da zavestno kršim pravilo. Če mi zavestno kršimo pravilo, je to super, ker še enkrat živimo v demokraciji. Če vas takole poslušam, potem takem imajo rdeči čevlji večjo sporočilno vrednost kot obleka rdeče barve. Točno tako. To je res zanimivo, da rdeča je barva krvi, barva moči, barva ognja, barva ljubezni, zelo dominantna barva, prva poimenovana v vseh jezikih in govorim torej o simboliki čiste rdeče barve in če mi uporabljamo kot oblačilo, nekako gre v to raven oblačenja. Tudi kravata gre, ampak če mi oblečemo rdečo kravato, pri nas jo takoj asociiramo s komunizmom, potem želim z rdečo kravato, moški želi malo dominirati, želi povedati, tukaj sem. Ampak tudi ženska z rdečo obleko morda izraža to, da želi nekoliko dominirati. Dominirati, zagotovo. Ampak je v redu, torej sodi v to raven oblačenja, s tem, da moraš pa malo računati na posledice, ker nisi pa prav tako zelo anonimno oblečen. In pravite, da če želite, da nas poslušajo, ne samo gledajo, potem je rdeča barva, ni rdeča barva prva izbira. Zdaj seveda, takoj, ko so določeni elementi na naši podobi zelo vidni, potem ljudje tisto gledamo, tisto opazujemo, in v tem primeru smo to doživeli. Torej, vesoljna Slovenija se ukvarja z rdečimi čevlji, verjetno bi bilo pa dosti boljše, če bi se ukvarjali z vsebino. Ampak še enkrat predvidevam, da je to predsednica Državnega zbora predvidevala.
Samo še eno vprašanje, potem odmor za glasbo. Tudi višina 5 ni zanemarljiva, kaj ne? V poslovni svet sodijo salonarji z višino pete 5 centimetrov, ne več. Drži tale podatek? Zdaj, tako, jaz imam en nasvet, ne, ženske, ki me takole vprašajo, kot ste mi vi vprašali. Jaz jim svetujem, če imate vi čevlje z višino pete, s katerimi lahko prehodite pisarno, brez da bi se naslanjali na stole, mize in stene, torej samozavestno, pokončno in brez težav prehodite pisarno, potem je to okej višina pete. Je pa res, ne, da je 12-centimetrska stileto peta mitična peta in je seksi peta, torej če želite osvajati, če želite povedati, ne, da ne vem, iščete partnerja ali pa želite osvajati ali želite biti seksi ali izzivalni, potem je to zelo dobra izbira. Se pravi, je Melania Trump imela dobro izbiro glede obuvala? Ja, jaz se spomnim samo, bi rekla, da je težko hodila v tistih čevljih, to se pa spomnim. Tako da vidite, da spet velja to moje pravilo. Ne? Bistveno je, da dobro lahko hodiš, pol pa zagotovo, če ne moreš hoditi v čevljih, potem nič ni tukaj z seksi podobo, ne, potem to ne funkcionira. Se vse razblini takoj, kar je še kako dobro videti. Pomembno je vsekakor, da se v obleki tudi dobro počutimo, Zagotovo. Kako jo izbrati, na kaj pomisliti in kakšne so tiste najpogostejše, bom rekla, napake, pa tudi takole v vsakdanjem življenju, ne samo v poslovnem svetu in v politiki. Zelo pomembno se je zavedati, da skozi in z obleko komuniciramo. Kaj komuniciramo, Lea Pisani, kaj je tisto, kar sporočamo, ne nazadnje tudi z barvami, ki jih nosimo. Mogoče, mislim, tako zelo zanimivo razmišljanje, kar se tiče samih čevljev. Pa, naprimer, Jude Swan je rekla, angleška strokovnjakinja za zgodovino čevljev, je rekla, vsi nosimo srce na podplatih. Stopala in na to čevlji najbolje kažejo na počutje ljudi. Zelo zanimivo razmišljanje je pa že leta nazaj napisal Max Modic, ki pravi, čevlji pripovedujejo zgodbe in pišejo romane o svojem lastniku, posredujejo direktna sporočila, še posebej ženski čevlji izdajajo tudi nespodobna povabila. V njih se zrcali njen značaj, njena morebitna posesivnost, agresivnost in spolna dominanca nad neboglenim moškim pogledom. Zdaj pa tudi drug pogled. V 70. letih so že takrat, torej pripadnice feminističnega gibanja za pravice žensk poudarjale, da čevlji z visokimi petami opredeljujejo žensko zgolj kot spolni objekt. Z visokimi petami naj bi postala nemočna, ranljiva in podrejena moškemu. Utežujejo ji korak in tek in onemogočajo naravno gibanje. Pa še nekaj na to najino temo bi izpostavila, se mi je zdelo zelo zanimivo, sociologinja in raziskovalka dr. Deja Crnovič je rekla, da je opozarjanje ženskosti v politiki praviloma vedno kaznovano. Zdaj, treba bi bilo definirati, kaj je to ženskost. Ne? Torej, jaz zelo veliko se in jaz pogovarjam in tudi druge ženske med sabo, ne, da je dobro, da smo torej ženske, poudarjati ženskost, ampak kje so tukaj meje, ne? Ona pravi torej, da je praviloma vedno kaznovana, saj je ta še vedno dojeta kot ekskluzivno moška domena oziroma je zgodovina žensk v politiki krajša. Edino uprizarjanje ženskosti, ki doslej ni vodilo v spektakel, je materinska ženskost. Ta termin se mi zdi zanimivo. Materinska ženskost, kakršna prizarja Ljudmila Novak in naprimer Angela Merkel. Ne? Torej, materinska ženskost, jaz bi rekla, da sploh pri Merklovi ni bilo opaziti ženskosti, ne? Tako da tukaj je v bistvu ona to absolutno negirala, njena podoba je bila nič, ne? Nič, torej ne govori o sebi.
Mogoče bi pa tukaj že, ko govorimo, izpostavila Christine Lagarde, ki je predsednica Evropske centralne banke, sicer ni političarka, ampak je tako zelo vidna. Ona je pa profesionalna, sodobna, moderna in ženska. Torej, ona se mi zdi, da je znala to pa narediti zelo dobro. Ampak pomembno je znati te obleke nositi, ne? Se pravi, ne posegati po modi, ne posegati po zadevi, ok, v tem sem komod, ampak ne, se vprašati, bom jaz znal to obleko, a lahko rečeva upravičiti? Lahko rečeva upravičiti, jaz bi pa mogoče rekla, da je bistveno o tem razmišljati. Da ne negiramo tega elementa našega življenja. Podoba, moč podobe, jaz pravim tudi oblekam, dodatkim, ne vem, ličilom, parfumom, začimbe našega življenja. Jaz mislim, da to ni dobro negirati. Če to negiramo, nismo celovita oseba. Se pravi, tudi v vsakdanjem življenju, ne glede na to, kje delamo, kam se zjutraj odpravimo od doma, sporočamo z obleko pravzaprav nekaj zelo pomembnega. Ja, veliko povemo z obleko, tudi če smo oblečeni v trenirki, tudi če smo. Torej, že naša urejenost, naša osebna higiena, ne govori o tem urejenost rok, ne vem, čisto zob, tukaj pravzaprav se začne, pri urejenosti, pri osebni higieni. Tako da, ja, vsak detajl nekaj pove. Zdaj, meni se zdi, da tudi če je oblečen nekdo v trenirko, ali pa ima kavbojke pa t-shirt, tudi to je pravzaprav uniforma, lahko prepoznamo marsikaj na teh oblačilih. Ampak jaz bi tako mogoče ta nasvet, mislim, da je dobro, da se potrudimo. Trud vsakdo zazna. Tudi če pri tem iz vidika estetike nismo uspešni, naprimer, da smo izbrali napačne barve, pa napačen kroj, pa da so oblačila res, da se vidi, da so starejšega datuma. Ampak, če smo se potrudili, da smo iz naše omare izbrali za določen dogodek ali pa eno slovesnost, naše najboljše obleke, smo si uredili frizuro iz tistega, kar imamo, da smo naredili največ, to vsi zaznamo in to cenimo. Jaz mislim, da trud, ki ga vloži človek v svojo podobo, ljudje cenimo, ker se človek ni potrudil samo zase, ampak tudi zame. Se pravi, s pomočjo obleke seveda komuniciramo z svetom, če rečeva takole. Ja. Smo pri samozavesti, pri naši sporočilnosti z obleko. Ljudje imajo radi urejene ljudi. Naj si za začetek dne ob jutranji kavi zato odgovorimo na kakšno vprašanje, morda, kako se pa danes počutim, kaj naj pa danes oblečem? To ste tako zelo lepo povedali, ljudje imamo radi urejene ljudi. In tudi, naprimer, pravim, za prvi intervju, zakaj pa mislite, da vas pokličejo na pogovor? Zato, da vas vidijo. Ampak tukaj ne gre za prestižne obleke, za statusne simbole, s čimer smo pravzaprav tudi lahko sporočamo negativne, nekaj, kar mogoče je manj sprejeto od drugih ljudi. Smo na spolzkih tleh ob tem. Tako da torej gre za neko celovito podobo, skladno podobo, da se v oblačilih dobro počutimo. To v oblačilih se moramo dobro počutiti. To mi včasih reče, pa veste, zdaj, če mi boste pomagala pri izbiri obleke, da ne bo zdaj, jaz se moram dobro počutiti, pa jaz moram te obleke nositi. Absolutno, to je moja naloga, da mi izberemo iz mojega vidika barve, kroje, ki vam ustrezajo in v katerih se tudi vi res dobro počutite in katere oblačila boste oblekli več kot 6-krat. Danes se obleko oblečemo manj kot 6-krat. To je potem druga ekotema. Se pravi, ko gremo v šoping, če rečeva takole, je zelo pomembno
izbirati premišljeno, se vprašati, kaj in kako kombinirati, predvsem pa za kam bom to potreboval? Kaj svetujete? V bistvu bi bilo lahko čisto enostavno, če bi se ljudje držali mojih nasvetov. Kupujemo na začetku sezone, kupujemo komplete usklajenih oblačil, shranimo račun in če smo doma ugotovili, da smo slabo kupili, nesemo nazaj. Na ta način res pridemo do usklajene garderobe z oblačili, ki nas radostijo na tem delanju. Ampak kaj pa kombiniranje staro-novo? Zdaj smo v času menjave, ne? Oziroma, smo že pa vendar oblačil, ne? Zimsko, spomladansko noter, ne vem, poletno ven, nabavljanju novih kosov, dodatkov. Na katero vprašanje se je pa tu potrebno odgovoriti? Kako mislite? V smislu, ne, rekli ste, celoten styling naj bi nabavili. Kaj pa, če želimo nekaj vendarle obdržati iz preteklih let in sezon, pa iščemo, pa je naprimer, kose, s katerimi bi osvežili garderobo? Ja, to je pol težko delo. Jaz tako naj ne raje to delam, da prinese nekdo en kos, veste, to imam pa zdaj to krilo in bi rada ga kombinirala, a mi poiščete. To je potem zelo veliko dela, naknadno iskati kombinacijo. Zelo veliko. Se pravi, vaš nasvet je še enkrat, da si ga zapišemo in zapomnimo? In bolj mi ženske rečejo, pa takrat je tako drago vse. Ne? Ampak, če smo mi dobro kupili, oziroma tudi, če imamo priljubljeno blagovno znamko, če imamo blagovno znamko, ki ustreza našim naravno danostim in naši globini žepa, nam tudi že od začetka sezona tudi pri takšne blagovne znamke dajo kakšen popust. Ne? Če smo mi dobro kupili na začetku sezone, smo do popustov oblekli že več kot 6-krat. Torej smo že eko in potem še in še nosimo in se sploh ne sprašujemo, a sem prišparala 20% ali ne, ker smo tako zadovoljni s temi kosi. Jaz sem zelo veliko zadnja leta po trgovinah, dejansko nimamo več, naprimer, samo 2 kolekcij ali pa 4 kolekcij, zdaj je to 12, 24, 48 kolekcij, stalno novo se poznamo, sploh te španske blagovne znamke, vsak teden novi kosi. Ampak tiste, naprimer, blagovne znamke, ki niso hitre mode, pa resnično na začetku sezone dajo tiste najboljše kose in ženske, ki so dobro oblečene, to že vedo. Vprašajte jih, oni na začetku sezone presondirajo vse in ugotovijo, kaj premislijo in ugotovijo, kaj bojo kupile to sezono, da bo res nosljivo in uporabno. Se pravi, izjava počakala bom, da bojo popusti, je tvegana z vidika, da je že vse razbrano, da ne dobimo številke in da kupujemo pravzaprav letos starejša oblačila, ker jih bomo nosili teh 6-krat šele prihodnjo sezono. Ja, točno. Tudi to, pa mogoče še opozarjam, letos so trgovci manj nabavljali. Strah, ker je za časa korone toliko oblačil ostalo, in je resnično že tako zelo prerešetana izbira, tako da bo zdaj na popustih res manj izbire in še enkrat opozarjam, pazite, kaj kupite na popustih, zagotovo pa nas še čaka kaj lepega tudi med popusti, ampak vseeno uporabite razum. Kaj pa spletno nakupovanje? To nas velikokrat zapelje, lepe slike, lepa dekleta in ugodne cene, če sva že pri popustih, pa velikokrat, vsaj jaz osebno ugotovim, da to ni to. Zle opisani sva že na spletu. Klik, 2, 3 in je paket doma. In smo razočarani. Spletnega nakupovanja se lotevamo posebno od časa korone naprej pogosto. Je to prava odločitev ali je obleko nujno potrebno pomeriti in kot ste dejali, že v trgovini sami poskrbeti za pravo kombinacijo? Vi ste tako lepo rekli, klik 2, 3 in je paket doma, ampak ni klik 2, 3, ampak so lahko ure zbiranja. In ure. To malo poglejte na uro, ko se lotite brskati,
ogromno časa porabimo za to. Potem pa seveda je veliko neznank, ko dobimo. Problem mladih deklet je tudi, da naročijo veliko, reče, bom naročila 5 oblek, potem pa eno izbere, tiste 4 pa pozabi poslati nazaj. Ne? Tako da se veliko ljudje imajo težavo prav pri tem pošiljanju nazaj, kar je res škoda. Tako da lahko, jaz mislim, da je najboljše hibridno nakupovanje. Torej, osnovo kupimo v trgovini, lahko pa dopolnjujemo mogoče na spletu, če res točno vemo, zdaj sem od spodaj bi pa potrebovala črno majčko s 3/4 rokavom, ki je oprijeta in takšne dolžine in pol jo grem poiskati na splet. Ne? Ampak celoten styling pa je mogoče res težje dobiti. Čeprav mislim, to verjetno malo bolj odvisno od posameznika. Zdaj, jaz govorim po svojih izkušnjah in tudi izkušnjah mojih strank, tako da verjamem pa, da se kakšne zelo dobro znajdejo tudi na spletu. Povejte, koliko biti, uporabila bom besedo obseden z modo in koliko jo upoštevati glede na starost, leta, kilograme, ne? Se pravi višino. V vsakem primeru, to je moderno, to bom nabavila ali ne, ostati zvesti svojemu stilu oblačenja. Oboje. Ostanemo zvesti, torej to ves čas ne govorimo o tem vizualna identiteta, ne, torej kako izgledamo, kakšen je moj slog, kako, ne, torej da sem prepoznavna, da sem to jaz, da se ne istovetim. Ne. Tako da potem pa vsako sezono pogledam, kaj mi moda nudi tisto sezono, torej zame, meni kaj nudi. Moda je pa danes demokratična, ne? Ona nam ponuja ogromno barv, če samo pogledamo krila. Ali niso moderna dolga krila, ne? Potem še vedno so moderna plisirana dolga krila, potem so moderna kratka krila, potem so moderna ozke obleke, široke obleke, torej nekako ja, je neka silhueta, o kateri govorimo, je sodobna silhueta, ne? Ampak resnično vsaka ženska lahko dobi nekaj zase. Ozko krilo, globok dekolte, kratko krilo, glede na to, da je vse moderno, še vedno je to neka sporočilnost, ki jo z temi oblekami dajemo svetu? Jaz mislim, da še zmeraj velja to pravilo, da več kože pokažemo, manj profesionalno delujemo. Mislim, da če smo oblečeni v zelo oprijeta oblačila, popolnoma pokažemo svojo postavo, lahko bi rekli skoraj da, kot da bi bili nagi, ne? Če sicer samo pokriti s tkanino, ne, torej popolnoma pokažemo svoje obline. Zato tudi ta 6. raven, ki smo midve govorili na začetku, ne, 6. raven oblačenja, suknič. Suknič je tisti, ki popolnoma negira obliko našega telesa. In zato je tisti, ki je v bistvu v poslovnem svetu, kjer ne želiš kazati svojega telesa. Ne. Ob tem bi pa mogoče izpostavila nekaj. Ženske nimamo izkušenj, kako izgleda seksi moški. Ampak moški pa imajo izkušnje, kako izgleda seksi ženska. Ja, ne? Tako da jaz mislim, da je tukaj kar en tak res mogoče problem dojemanja podobe. Ne? Če govorimo o ženski, ženska podoba, ne? Ampak če se jaz oblečem izzivalno, jaz motim komunikacijo. Govorimo o poslovni komunikaciji. Ne? Torej, motim komunikacijo in moški sami, že mladi fantje znajo povedati, da enostavno ne moreš komunicirati s takšno žensko. Težko, ne? Težko delajo možgani. To je nekaj tako verjetno naravnega. Ne? In enostavno si tega ne znamo predstavljati, ne, kaj se zgodi nasprotnemu spolu, če se oblečemo seksi in izzivalno. Ne. Zato je ta spor, ne, ker nimamo izkušenj. 3 vaše knjige, Obleka kdaj, kaj, kako,
ravni oblačenja in moška oblačila in dodatki. A dobimo, bom rekla, skupek vseh teh nasvetov, ki sva jih trosili skozi najin pogovor v teh knjigah, se znamo potem boljše in lepše obleči? Ja, v teh knjigah je zelo veliko nasvetov. Morda, glede na današnji čas, še celo malo preveč. Ampak tukaj tudi moška oblačila in dodatki sem bila v dilemi, če narediti tako zelo enostavno knjigo. Enostavno ne zmorem in nekako sem si dala dušo v mir. Sem tekstilka, moje knjige imajo tudi krojači, ševilje, prodajalci v proizvodnjah in tako. Tako da iz tega vidika so moje knjige mogoče malo bolj strokovne. Vsi ti nasveti so noter, ampak tudi zelo, zelo veliko drugih. Se pravi, izluščimo tisto, kar pač nam prav pride. Povejte, kdaj ste najbolj veseli in zadovoljni, ko vas povabijo predavati na delavnico, ko vas povabijo na kakšno ministrstvo, da jih seznanite, kako se oblačiti, ali morda, ko imate v podjetju, bom rekla, team building za določeno podjetje, za dress code, ali ko sami zbirate obleke zase? Ne, to res ne. To res ne, najmanj. Ne. Se veste, drugega lepo, hitro lahko, ampak ko se pa sami postavimo pred ogledalo, je drugače. Je dosti težje. Tako zelo ste mi presenetili s tem vprašanjem, kdaj sem najbolj vesela. Res bom najbolj vesela, ko se bosta Upravna akademija in naš protokol dogovorila, da bodo naši poslanci in naši ministri dobili izobraževanje o kulturi oblačenja, kulturi obnašanja in retoriki. To je moja dolgoletna želja. Potem ne bo več dileme, rdeči čevlji, da ali ne. Malo za šalo, malo za res, če bi morali dati 3 nasvete vsem nam, ne samo tistim na višjih položajih, kako se obleči, čisto na hitro, kaj bi strelili kot izstopa? Kako se obleči? Pomislimo, ob kateri uri je dogodek, kakšno je okolje, kakšna je naša pozicija in kaj želim projicirati svojo podobo. Torej, kaj želim povedati svojo podobo. To je tako zelo pomembno vprašanje, ki si ga lahko zastavimo in nas vodi do dobrih rešitev. Kako smo lahko še lepši? Imate kakšen nasvet? Kako smo lahko še lepši? Velikokrat je to pogojeno, kako smo lahko še bolj suhi videti, bolj suhi pa višji. Naprimer, to je barvna vertikala. Če smo oblečeni v eno barvo od glave do pete, če je to črna, še posebej ne zgledamo bolj vitki. Lepo zakrijemo kakšne dele telesa z asimetričnimi kroji, zato je ta legendarna wrap dress, torej obleka na preklop, deluje prav za vsako žensko postavo, da pokažemo najbolj suhe dele telesa. Torej, da tistih ne skrivamo s prevelikimi oblačili, širokimi rokavi, da uporabljamo vzorce na tistih delih telesa, ki so bolj suhi, in na tistih delih telesa, ki so malo močnejši, uporabljamo torej enobarvne tkanine, ne svetlikajoče, ne vidne šive, ne našite žepe. Črna barva, pravijo, je zakon. Povsod jo lahko daš, kombiniraš na vse. Vi se ukvarjate tudi z barvno analizo. Kaj boste rekli o črni ali katerikoli drugi barvi? To je pa tako zelo široka tema. Še ena oddaja. Tudi zame boleča tema. Tudi jaz imam preveč imamo črne barve, premalo uživamo v barvah in ko se oblečemo, tako bi rekla mojo osebno izkušnjo, če se oblečemo barvo, malo stopim iz cone udobja. In z barvo vplivam nase, barva ima določene frekvence, določeno energijo, vpliva ona name in seveda vplivam tudi na ljudi in reakcija drugih tudi name. Tako da to je pa za tiste, ki imamo tako zelo radi črno, spet tako en nov izziv ali pa bi rekla ena nova začimba življenja. Ampak letošnja moda nas sili v to pisanost in letošnja moda je tako res zelo barvita in je dobro poznati svoje barve, da res prave barve kupimo in v njih uživamo. Čisto na hitro še vaš slogan, z njim bova zaključili ta prijeten klepet, in sicer več vem, manj potrebujem. S tem se pravzaprav velikokrat obrnete na nas, ki vas beremo in spremljamo.
Ja, to je slogan, ki ga jaz skušam udejanjati na vseh področjih mojega dela, tako pri uniformah, službenih oblačilih, individualnih svetovanjih, pomoč pri nakupih. Zelo veliko se ukvarjam s to temo ekologije. Tekstilna industrija je ta druga najdobičkonosnejša industrijska panoga na svetu. Zasuti smo z oblačili in jaz mislim, tako čist pod črto, če bi vsi nosili tisto, kar kupimo, smo že rešili ta problem, ta problem zasutosti. Torej, da tisto, kar kupim, uporabljam, nosim več kot 6krat, 12krat ali večkrat, potem bomo tudi lahko dvignili cenovni razred, bomo kupili boljšo kakovost oblačil. Mimogrede, ljudje pravijo, da danes ni več kakovostnih oblačil. Absolutno so. Samo je pač višji cenovni razred. Se pravi, lahko zaključiva z sloganom tudi manj je več. Ja, res je. Lea Pisani, čas mi je bilo, da ste se odzvali povabilu, bili gostja na Radiu Robin. Lepo je bilo govoriti, se učiti in upam, da bomo vsi skupaj nekaj povedanega prenesli v svoje domove, ko se zjutraj odločamo, kaj obleči, predvsem pa, ko je pred nami kakšna posebna priložnost. Hvala še enkrat, moj poklon za vsa vaša dela, tudi tista, ki še prihajajo. Prepričana sem, da bo tudi na Radiu Robin še priložnost, da kakšno rečeva. Hvala. Hvala lepa za povabilo. Radio